na to bi rekel, ne pred kratkim, ampak že 7 let traja ta bitka za uveljavitev, ki sva je delala elaborate skupaj s pokojnim doktorjem Dušanom Fliserjem. Predno pa bi se navezal na to vaše vprašanje, bi izrazil veselje, zadovoljstvo, da sem slišal, da se na ministrstvu ukvarjali z idejo o stalnem financiranju, pa tudi informacijo, da se poskuša v bolnišnici Celje ustanoviti multidisciplinarni tim zdravnikov, specialistov. Nadaljeval bi pa s tem podatkom, da je Svetovna zdravstvena organizacija v lanskem letu objavila, da je od 105 držav 35 držav, ki je prepoznalo obnovitveno rehabilitacijo kot koristno in ki pomeni zakasnitev napredovanja Parkinsonove bolezni. Slovenija je na 28. mestu držav z visokim indeksom človekovega razvoja. Ampak čeprav je znotraj teh 35 držav, pa tega še nismo pripoznali. Kot sem dejal, strokovni kolegi za nevrologijo je podal pozitivno mnenje k temu programu, ki ga je potem zdravstveni svet ni sprejel zaradi banalnih, če lahko temu tako rečem, ugotovitev, da ni primeren čas, da nimamo strokovnih oseb, ki bi se poglobile v dejavnost parkinsonizma. Zato bi v bistvu dal en komentar k financiranju. Jaz imam skoraj 14-dnevno komunikacijo s vlado Republike Slovenije glede na to, kako bi sfinansirali določena področja in tudi med njimi je tudi parkinsonizem, vendar 23. člen zakona o vladnih organizacijah tega ne dovoljuje. Kot ste prej rekli, da lahko financiramo iz zakona, da je podlaga zakon o financiranju vladnih organizacij. Zato se prizadevamo, da bi na Ministrstvu za zdravje uredili ta sistem financiranja, ker brez tega v bistvu ne moremo tudi izvajati programov, ki jih imamo. In da se vrnem sedaj k temu programu rehabilitacije. Kot sem dejal, dr. Fliser je bil nekako strokovni vodja tega programa, ki se strinjam, da ga je treba obnoviti, dopolniti. Vendar bi dejal to, da je tako podrobno narejen, da je stopnja obolelosti Parkinsonika po HHN in Jaru med 1 in 2 je razdelan program vaje za relaksacijo, za vzdrževanje gibljivosti, krepitve mišic, ravnotežja in tako naprej, da ne naštevam. Ta program v bistvu pomeni usposobitev Parkinsonika, da samostojno živi in v bistvu dela tiste naloge, ki pomenijo zmanjševanje, skrajšanje časa jemanja, poslabševanja, tako bom rekel, da lahko z neko terapijo, farmakološko terapijo dalj časa Parkinsonik tudi zdrži. In na podlagi tega smo izdelali študijo, kjer smo ugotavljali učinke, ki iz tega nastajajo. V Sloveniji imamo sedaj 10.500 Parkinsonikov, to je po podatkih ZZZS-ja. Mi smo naredili v študiji oceno, da je to 10.000, pa smo se za 500 zmotili. Če vzamemo, da je bolezen traja 30 let, med 55 in 85 leti, čeprav so tudi mlajši Parkinsoniki, ljudje zbolijo za to boleznijo, če vzamemo 30-letno obdobje, 10.500 Parkinsonikov, da je incidenca 4,1% letna, se pravi rast, da vzamemo 5% obrestno mero, je prihranek v 30 letih 1 milijardo evrov. To pa je številka, ki bi lahko pomenila, da v Sloveniji resneje pristopimo k tej rehabilitaciji. Jaz verjamem, ker smo uspeli ta predlog skozi državni zbor izpeljati in v septembru 2021 smo bili prepoznani, da smo upravičeni do rehabilitacije. Vendar se z političnim mnenjem melijo svojo zgodbo, tako da naj bi to vstopilo
v realizacijo s 1.1.2024, vendar ravno po podatkih iz 2 dni nazaj izhaja, da nimamo podzakonskih aktov. Tu pa je Ministrstvo za zdravje, ki ni v bistvu pripravilo, organiziralo delovne skupine, kjer pričakujem, da bi bili sodelovali nevrologi, pa tudi drugi strokovnjaki, če pogledam multidisciplinarnost obravnave tega področja, pa tudi predstavniki Trepetlike, da bi podzakonske akte lahko pripravili in jih imeli kot osnovo za štart te obnovitvene rehabilitacije s 1.1.24. Zdaj pa, če mi dovolite, samo še to. Slišali smo o multidisciplinarnem timu, slišali smo o podpori Parkinsonikom, vendar smo mi šli še korak naprej v Trepetliki. Naredili smo izhodišča za nacionalni program obvladovanja Parkinsonove bolezni, kjer smo opredelili čakalne dobe, pasivnost in nepripravljenost dejavnikov tega programa strani vlade in pa političnih dejavnikov. Potem smo opredelili farmakološko podporo, ki je dosti dobra v Sloveniji, čeprav zdaj enakoma manjka, pa bo šele 15. novembra. Specialistična zdravstvena podpora pomeni ravno to, kar je dr. Biogel tudi rekel, da se je treba pacienta lotiti širše, poglobljeno, zato pa nimamo ne denarja, ne časa in nismo pravilno organizirani. Interdisciplinarna oblika je zamišljena, to je tudi priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije. Ne samo v bolnišnicah, mi imamo multidisciplinarni tim na nevrološki kliniki v Ljubljani. Zdaj se bo organiziral v Celju. Morali bi ga imeti v vseh regijah. Čeprav jaz vem, da je tukaj kadrovsko lahko zadeva šibka, vendar, če si ne zadamo cilja, potem ne moramo napredovati. Nefarmakološko zdravljenje in delovna terapija je ravno tako potrebna, smo jo tudi opredelili. Posvetili smo pa posebno pozornost izobraževanju in ozaveščanju. Problemi so, ki jih imamo evidentirani v domovih za ostarele. Premalo časa se posveča bolnikom s Parkinsonovo boleznijo in niso oskrbovani, podhranjeni in še kup teh zadev bi lahko naštel. Potem smo v program opredelili tudi usposabljanje medicinskega osebja, ker jaz, če grem zdravniku, nekem specialistu, pa se težko oblečem in sestra pomaga, ampak tu ni na vseh nivojih in je treba tudi to področje strokovnega usposabljanja rešiti. Potem smo opredelili tudi telemedicino, kjer bi moral vsak Parkinsonik imeti dostop do interneta in pa povezavo z zdravnikom. Pa da ne naštevam naprej, gre tudi za financiranje razvoja. Naš dr. Georgijev veliko dela na projektih raziskovalnih in Eden Pimpong je eden od takih. Vendar tega je v Sloveniji še premalo. Premalo, da bi lahko dali ustrezen suport bolnikom s Parkinsonovo boleznijo. Kot zadnje pa naj rečem še tudi to, da ne moremo mimo uresničevanja socialnih pravic. To je invalidske parking izkaznice, da imamo dostop, pa tudi druge socialne pravice, ki izhajajo iz zakona.